glede na to temo imamo v bistvu zelo dober segway. Jaz sem po konvenčnu zelo raziskoval pač različne materiale, ki so se snemali, recimo različne videe, ki so se snemali po Mofokonu, zato da bi videl, okay, kje je jaz noter, kaj lahko še vidim. Sem kje jaz noter? Okay, eno je to, Janina, dej prosim razloži mi, kako postanem dober v poziranju. Literally, prej sem omenil, hotel sem se slikati z Raiden, in pridem na sliko. In veste tisto sceno iz How I Met Your Mother, ko Barney pade, ampak je vedno v isti poziciji. Ko ga vedno slikajo, pa je vedno ne glede na to, ali se spotakne na bananino lupek, vedno, ko ga slikajo, pade v isto pozo. Ampak jaz sem glih obraten od tega. Ko padem na kamero, kaj so te končine, ki rastejo iz mene? Kaj naj naredim? Marko, Jojo-ta moraš več pogledati. Okay. Se vidi, da sem ostal šele na prvi sezoni. Janina, kak je? Pač jaz ful ne vem pozirati. Secret. Jaz ne vem pozirati. Če že mi Ljuban pomaga. Jaz ful se samo. Roko daj si nogo daj si Ljuban, ti vladaš, ne? Ono vlada. Ta navodila. Ja, režija glih ni moj spekter, ne? Čeprav pač v tem področju, tudi jaz se učim, ne? Tudi jaz za vsak lik probam nekako videti, kaj je, ne? In pa iz tega lika nekako vam potegati, ne? Saj tudi, če bi imel recimo Marko, ne? Še tiste žage, veš, bi lahko še neki tak zamahu, ne? Literally nisem vedel, kaj delati s svojimi rokami. Vem, zato sem te sam postavil, sem se jaz v bistvu premaknil, sem jaz v bistvu naredil to pozo, ne? Zdaj v bistvu za Janino, veš, sem mi rekel, dej pač skoč, pa se obrne, pa pogled proti kameri. In je bilo pač je kul izpadel, ne? All him. Večinoma pa nimaš Ljubana zraven, ampak veš, ki te hočejo slikati. Lik moraš poznati. Za Janinin sem vedel, da pač je tak živ lik, ne, tak živ pa skača, veš, pa je ful radoživ, ne. Zato sem rekel, ajde, pet skoč, pa naredimo pač to varianto, ne. Bi se mogel pa tudi jaz pripraviti za vsak lik, če bi hotel posneti, kakšne so še nekakšne poze, da je še tako nared, pa da je še tako nared, ne. Ker sam na sami lokaciji, ne, to je bil na NMN, je bil ful problem, ne. Ker tudi nisem vedel, kako posneti. Eni so pa vedeli, ne, ta, ne vem, iz Vičerja, ne, on je vedel, on je obladal, ne, zadevo. Isto ta Elf je tudi obladal, v bistvu, kako pozirati, kakšne poze, ne, kako se obrniti. Je že v bistvu že imel pripravljeno svojo koreografijo konc koncev, ne. Okay. Se pravi, moraš reči, da se moram boljš pripraviti naslednjič. Pač ne, finta je, ravno sem bral pred kratkim ful dobro mango, 2.5 Dimensional Girlfriend. Ful zakon, ful spicy. Ampak ja, da če hočeš dobro pozirati v cosplayu, pač nauči se poze v mangi. Kak stoji, kaj je cool, kaj je tisto in pač naredi to za kamero. Zdaj, koliko je to praktično izvedljivo, I don't know, cosplayers. Pač mislim, jaz si včasih pogledam, kakšne stvari o karakterih, naprimer, če je League of Legends karakter, ponavadi ima animacije. Naprimer, nek ples, recimo. To imaš imaš v bistvu veliko anime plesov je v tem League of Legends. Pač jaz sem pred kakim 2 letoma, maybe 1 letom naredila moj Lux cosplay. Tistega sem res 100% sama naredila. Ampak Star Guardian. Če lahko pokažemo. Pač jaz špilam Lux, ampak ker sem imela roza lasje, sem htela zapustiti biti Lux. Je bil to pajama skin? Ne. Ali je Star Guardian, navadni, ja. Pač celi staff imam nared, pa vse sem, pač nikoli še ga nisem imela na konvenciji, ker outfit, ki sem ga sama zašila, mi ni bil všeč. V glavnem, pač zanimivo imaš naprimer ples, gor na YouTubeu sem ga pogledala, pač sicer se imam tudi skin v gameu tuji, ampak je lažje na YouTubeu. In pač prvo imaš tisti ples, če bi tistega karaktera cosplaya, bi po vsej verjetnosti tak tisto delala, ker ni tak težki, ali pa pač jaz naprimer tudi vem dobro oponašati Lux, bi lahko tudi voice line delala, pa vem njen smeh narediti, ki je tak vsaj podcast, let's go! Ne bom tega tudi delala, ker že dolgo nisem, ampak pač pravim, naprimer, neke stvari, ko ti veš, lahko jih tudi vpleteš v karaktera nekak. In pač, naprimer, če je kaki anime, kaki bolj taki, naprimer, Anja, ali pa neke iz Spy Familyja, bi lahko tudi tak njen smeh, veš, naredil, tisti evil smile, tisto. Ne, to samo Anja zna, noben sem res, ja, se tvoji lase bi se
Ne, moji so preveč prosti. Ja, ampak če nisi visok kot Anja, tudi ne izpade isto. Ne more biti. Če si muscular man. That's a different story. To pade na vse te grli, like Sailor Moon, Lux, vse to paše gor. Manly mišice, pa tisti outfit, pa sam rokave trgaš. Kaj je že od Pokemon, od Asha, kolegica? Misli. Jaz sem, ko smo bili na temi o temu, jaz sem tudi v bistvu cosplayal, v bistvu prvič cosplayal 2008, in sem cosplayal Clouda. Ampak sem videl se noben načeloma ni videl tega. Ja, še tako. Ampak, v bistvu meni se je enkrat posodil ta cosplay. Ja, celo, ja. In ko sem videl svojo to fotko, cringe. Ker enostavno pač nisem, ne paše, ni mi paso, ker nisem me postavil za to, nisem niti izgledal za Clouda. Cloud rabi samo dobro lasuljo, čisto nič druga. Ne, tudi postavo rabiš. Cloud je vse mečkem bolj nabit. Pa velik meč noše s sabo in če si pač sam tam neka trlica, pač ne zgleda isto. Ja, ker recimo tudi Gokuja bi zelo težko kdo cosplayal, da bi kul zgledal. Recimo, ajde, Dango to bi še Shotguns. Če mene vprašaš, je pač fora v tem, da ne rabiš biti muscular, lahko si tudi muscular suit daš gor, ali pa če si skilled v make-upu, si shadaš telo, da zgledajo kot muscular. Gregi, ti imaš nekaj izkušenj s tem? Ja, če je ta klik, če je ta klik, da lahko pekaš. Ne, Ferite, naso, ja. Takrat sem se treniral, takrat sem imel prave. Tisto si pač daš gor na svoj six-pack, ko ga imaš, ko eno leto ne ješ, pa treniraš samo za en cosplay v letu. Ampak ker pa sem bil ful... Ja, lej, to je... čabi, pa si naredil six-pack, veš, kak je zakon zgledal. Lej, to je dedication, lej, če hočeš proper, moraš se potruditi. A ni en od vas razlagal, da je eden, koliko let je treniral, zato da je lahko Gokuja cosplayo. Kdo mi je to omenil? What? Ja, na MN-ju je bil eden, ja. Ja, se tega pa mislim, pa ne pri nas, nekdo v tujini, da je ful. A ja, v tujini? Ja. Na YouTube moš tega. Ampak tudi spomnim se, da sem bral za Geralta of Rivia cosplayerja, da je treniral dolg časa, da se je pač prišel v formo od Geralta. Mislim, če hočeš biti... cosplayerja ali... Cosplayer, ker on tako, ampak ne. Geralt je. Ali na Instagramu sem nekje bral, da je pač predvsej časa treniral, da je prišel v formo. Pač props. Na koncu je v bistvu na posnetku ful dobro poznali, če imaš res ta pravo postavo. Sej, veš, tudi recimo liki, ki so Kaneki ali pa recimo ta iz tega novega, Neira, ki so cosplay na Umiko pa na MN, so tudi kul izpadek, pač suh, ampak je v bistvu lik že tak v osnovi, ne? Pač predvsej anime likov pač ne gledajo na konstitucijo, kot na, I guess, na nek pravi styling, ki jih v bistvu odseva. Ne, recimo, ali lasulja, ali nek drug. Na koncu moramo reči, da cosplay je za vse. Vsak lahko cosplay. Ti pač reprezentiraš svojega karakterja, ko ga imaš zelo rad, ki ti je nekaj všeč bilo pred njemu, ko je zgodbi te spodbudu do nečesa. Ja, definitivno. In lahko si samo lasulju daš gor in si on in to je tista transformacija, ki jo potrebuješ. Ja, ampak naprimer jaz tudi ne morem vsega cosplayati. Ful bi rada določene karaktere. Če hočeš pa dobro cosplayati, pa moraš biti pozoren. Ja, jaz sem ful pri tem pazljiva zaradi tega, ker naprimer klis lahko, ker sem pač bolj majhna. Lahko sem naprimer diva, ker v tisti sud se lahko oblečem, pa pač čisto drugače izgledam. Lahko sem Lux, ker ni ne vem kaj, kaki različni body type kot jaz. Ampak Tsunade ne morem cosplayati, ali pa Miss Fortune tudi ne morem cosplayati. Čakaj še na svoja leta. Obstajajo boob suti, ne? Obstajajo suti, ki jih lahko... Tisto zgleda čudno, pa še uncomfortable je, pa expensive. Hočeš ti 100 € ali pa 200 € dati za tisto? Ja, to je res. Pa še čudno je to mi to imagine. To je res, ja. Ona je full oro naredila, ker kam je pa bilo všeč, tako tu viš pri tej torbi, ti gledaš velikost. Da pač karakter je manjši in tudi stvari izgleda večje na tebi in si naredila tako res večjo torbo, da je prav dimenzije so bile pravilne. Se sem smerila, da je malo večja od mene, samo je pa bilo strah, da bo prevelika. Da je bil key point v bistvu nekaj. Ja, ona je prav dimenzije trofla.
Pač, ker ni tako mala kot oni mali karakter, ampak je vseeno pravilno, čisto vse uredila. To je res, ja, to je res. Perfektno. Like, to bi bilo malo čudno, da bi imela mini torbico. Ja, saj, ko sem research delala za to backpack, sem gledala na YouTubeu, ena je tudi naredila ta backpack, ampak njen nahrbtnik je bil tako mali. Ja, in sem bila tako, ok, pač bom pogledala, kako je ona naredila, ker nikoli še nisem delala z EVA peno, ampak bom probala narediti po svoje, da bo večje, pa po mojem okusu, ker ni vseh stvari naredila tako, kot bi jaz naredila, pa tako, kot je meni všeč in sem potem reči po svoje naredila. Zelo je pomembno, da dobiš pač človeka, ki se res pozna kot prvo na Eva Pena, pa na oblikovanje Eva Pena. Jaz sem imel ful srečo, da sem delal po načrtu človeka, ki je delal filmske prope. Ne, prav v Hollywoodu. Oni tudi uporabljajo te stvari. Ja, definitivno. In oni uporabljajo isto Eva Peno in epoxy glue in take stvari. In pač človek se vidi, da že ima nekaj let v tem, pač je že profesionalc v tem in potem je lažje slediti takim načrtom, ko jih ne rabiš modificirati na vsaki stopni. Se pravi, ona je verjetno veliko več časa vložila, ker to ni bil nek filmski prop, je mogla pač modificirati različne stvari. Wow, res, en mesec. Crunčala sem. In to je bil crunch. En mesec je crunch. In vice, koliko v bistvu nekaj ljubezni in koliko ponosa je bilo potem v tem cosplayu in se mi zdi veliko obiskovalcev je to pač potem tudi... Kje si imela čas igrati igrco, če si delala z igrco? Dobesedno se... What a fan. Kako spet delam ponavadi igram igr zvečer, ker jaz sem night owl, jaz zvečer full delam stvari in pač full do 3-4 jutro delam cosplay. Ker čez dan pač moram 100 določene stvari narediti, ampak pač, če hočem, da je... Čez noč delaš čez dan 100 drugih stvari, kde ti spiš sploh? Se spim 5 ur.